soboto smo obiskali muzejsko poletno noč, ko številni muzeji po Sloveniji na široko odprejo svoja vrata in obiskovalce pritegnejo z zanimivim in brezplačnim programom. Muzejska poletna noč je taka vseslovenska akcija, torej vseh muzejev. Začela se je nekako v Ljubljani in se je potem razširila po vseh slovenskih muzejih in tudi Kamniški muzej že 6. leto sodeluje v tej akciji. Medobčinski muzej Kamnik, ki domuje na gradu Zaprice, je Kamničane vseh generacij, zlasti pa tiste, ki redkeje zahajajo v muzeje, skušal privabiti s pestrim dogajanjem, hkrati pa odpreti muzej tudi v poznih nočnih urah, torej do polnoči, in torej privabiti, da ljudje preživljajo tudi svoj prosti čas v muzeju. Soboto so se tako najprej predstavili otroški pevski zbor Vrabčki in Cicibani ter skupina Male impro šole. Z družinskimi igrami in delavnicami so nadaljevali reciklarji. V muzeju sodelujejo tudi z mladimi umetniki iz naše in sosednjih občin, ki šele začenjajo svojo umetniško pot. Obiskovalci so si v pritličju gradu Zaprice tako lahko ogledali tudi razstavo slikarja Rada Dagarina, ki z akrilnimi barvami ustvarja na lesenih ploskvah zanimivih oblik. Imamo novo slikarsko razstavo v pritličju muzeja, to je umetniška Rada Dagarina iz Škofje Loke. In pa sicer ni čisto nova, je bila pa 14 dni pred tem odprta, fosili iz okolice Kamnika, iz Tuniškega Grčevja. To je pa predstavljeno delo geologov, najstarejši fosili, školjk, zobje morskih psov, morski konjički in podobno. Vrhunec večera je bil jazz koncert zasedbe Aleš Rendla Sextet, kjer igra tudi priznan kamniški pianist Gregor Vtičar s pevko Nežo Trobec. Že nekaj let sodelujemo tudi z Društvom glasbenikov Slovenije, nekako v sodelovanju, torej oni nekako prispevajo glasbenike oziroma ta glasbeni vložek, mi organiziramo vse ostale zadeve v povezavi s koncerti in nekako pač vodja projekta Marko Kumar teži nekako bolj k džezovski glasbi in tako imamo že nekaj let tudi te džezovske koncerte. Seveda, če je lepše vreme na dvorišču samega gradu, če je pa tako malo bolj klavrno, pa v salonu, v muzejskem salonu. Kako ocenjujete obisk? To je ponavadi in tudi letos smo kar zadovoljni z obiskom, ker so to kar množične zadeve, posebej še, če je lepše vreme, je to nad 200-300 obiskovalcev v popoldanskem času, čeprav seveda je odprto tudi dopoldne in je celoten dan je prost vstop za obiskovalce. Mogoče tudi to nekoliko spodbuja in pa seveda taka raznolika ponudba, ki vabi različne ljudi.